Odpadki, odpadki, odpadki. Se vam zdi, da je že davno, kar je obstajal en sam koš za odpadke črne barve, vse, kar je bilo v njem, pa je končalo na odlagališču? Pa ni tako davno. Še pred 10 leti je bilo skoraj tako, vsaj za regijski center za ravnanje z odpadki, podatek drži. Še leta 2007 so bili odloženi pravzaprav skoraj vsi odpadki. Zdi se mi, da je podatek, da je 2% odpadkov bilo recikliranih. Torej, danes je odloženih od vseh odpadkov, torej teh mešanih in teh odpadkov, le še 22%, torej 21% pravzaprav v letu 2016. Kar pomeni, da smo napravili izjemno, torej v 10 letih neverjeten napredek in seveda to je rezultat dejansko tega podjetja in vseh tistih, ki se ukvarjamo z odpadki na tem področju. Prvič ljudje, ki so na nek način vzeli v zakup to, da je nujno ločevati odpadke na izvoru, da seveda uporabljajo zbirne centre, ki so namenjeni za posebne odpadke, da se seveda komunalci, ki vozijo odpadke, organizirajo tako, da ti odpadki pridejo v obdelavo in da se dejansko ne izgubijo v naravi nekje vmes. In na koncu, da seveda to podjetje, ki je tule, dejansko z svojim pristopom obdela odpadke na način, ki so potem seveda uporabni za nadaljnjo predelavo in uporabo. Povsem uporaben je seveda kompost, ki nastane iz organskih odpadkov. Pa poglejmo to pot na Ceropu. Tukaj za mano lahko vidite en del procesa kompostiranja. Proces kompostiranja je v bistvu namenjen temu, da smotrno predelamo biološke odpadke. In pot bioloških odpadkov se običajno začne v rjavih kantah, kjer se zbirajo biološki odpadki. Na našem kompostarni imamo prav srečo, da nismo v zelo urbanem območju, ampak v predvsem kmetijskem območju, tako da veliko odpadkov občani tudi sami pripeljejo, pokošeno travo, odrezane veje in podobno. In ti odpadki pri nas se sprejmejo in pridejo v bokse. Pri nas imamo namreč zaprti tip kompostiranja. Ti odpadki se pred začetkom kompostiranja morajo najprej zmleti in homogenizirati. To pomeni, da različne vrste odpadkov zmeljemo in jih pomešamo med sabo. In ti biološki odpadki nato gredo v bokse, kjer se jih navlaži, kjer se spremlja temperatura in biološki odpadki tako vstopijo v proces kompostiranja. Pri tem poznamo najprej termofilno fazo, kjer se temperatura kompostne mešanice dvigne. Ponavadi doseže tam med 70 in 80 stopinj in pri tem vse tiste potencialno patogene bakterije, ki so nastale v bioloških odpadkih, ko so tistali, ko so bili na transportu, se pri tej temperaturi uničijo in tako se sproži proces kompostiranja in potem iz tistih boksov, kjer večkrat to vlažimo, mešamo, pride kompost na takšne kupe. To so take posebne zasipnice, kjer se prezračuje to biomaso od spodaj. Lahko tudi vidite, da se kadi, tukaj še poteka termofilna faza. In ko proces kompostiranja dozori, ko je dokončan, potem se tak kompostni kupi se presejajo na strukturni material in na fini kompost. Strukturni material gre ponovno v proces kompostiranja, fini material pa lahko gre kot zrela kompostna mešanica v prodajo oziroma ga lahko uporabljamo kot kvalitetno naravno organsko gnojilo. Kaj že mečemo v rjave posode, lahko ponovimo? Torej v tistih rjavih vrečah naj bi pristali izključno organski odpadki, torej kuhinjski ostanki, pokošena trava, vejevje in podobno, vendar v praksi ugotavljamo, da temu še zdaleč ni tako. V organskih odpadkih in v teh kantah najdemo ogromno plastike, najdemo tudi baterije, čevlje smo že našli, akumulatore.
Pri nas so zaposleni ljudje, ki izključno delajo samo to, da v pripeljanih bioloških odpadkih odbirajo vse, kar tja ne paše, ker sicer velikokrat se zgodi, da proces kompostiranja pri toliko onesnaževalih niti ne more v redu poteči, tako da tukaj je res še veliko imamo pri osveščanju za narediti, kar se tiče bioloških odpadkov. Preden karkoli vržete v rjavo kanto, razmislite, če je to nekaj, kar lahko pristane v naravi, razmislite, če je to nekaj, kar se lahko razgradi, če je odgovor ne, ne sodi v kanto. Na tej napravi za nami pa poteka predelava odvečnih blat iz bioloških naprav. To je posebna tehnologija, ki se imenuje Bakom tehnologija in na tej napravi v bistvu poteka mešanje pepela z blatom iz čistilnih naprav. To poteka v tej zeleni napravi in ko se te dve komponenti zmešata, pride do ene biološke reakcije, kjer se prav tako dvigne temperatura in dvigne pH, pride do higienizacije blata in pri tem nastane kompozit, ki mu rečemo ceropit. Tukaj lahko vidimo, kako v bistvu ta ceropit izgleda in ta ceropit se potem lahko uporablja za tesnjenje plasti, ko zapiramo odlagališča, lahko ga uporabljamo v bistvu kot neko mineralno tesnilno plast in se je izkazal, da je v bistvu zelo uporaben material. To je zadnji korak kompostiranja, to je po sejanju dobimo zreli kompost. Zreli kompost v bistvu izgleda tako kot neka črna zemlja, uporablja se ga pa kot gnojilo. Ima izjemno bogato sestavo, ima veliko organske snovi, ima ogromno mineralov, vitaminov, tudi mikroorganizmi koristni, ki v tleh obstajajo in ki so v zdravih tleh, so v kompostu. In če uporabljamo to namesto nekih konvencionalnih mineralnih gnojil, v bistvu vse to vrnemo v tla in na ta način nekako osnovno zaokrožimo v naravi snovi, se pravi iz vrta poberemo nekaj, imamo odveč, pride v kanto, se skompostira do komposta in kompost vrnemo nazaj v tla. Vse analize so pokazale, da je to kompost prvega kakovostnega razreda in temu v bistvu preneha status odpadka in je kot produkt in pri nas ga v bistvu prodajamo ali tako v rinfuzi si lahko pridejo, pa si naložijo na avtomobilske prikolice za večje površine ali se pa spakira vreče in se prodaja kot pač druga gnojila za vrtove. Kdaj bomo predelali čisto vse odpadke? Je to sploh mogoče? Koliko poznam to področje, lahko z gotovostjo trdim, da so vsi odpadki več ali manj uporabni. Je pa seveda prelom strošek. Se pravi, za neke odpadke, ki so delno že nevarni odpadki ali pa polnevarni odpadki ali pa torej, zelo mešano sestavljeni odpadki z različnih elementov, različnih surovin in tako dalje, so postopki predelave, reciklaže in tako naprej zelo zahtevni. To pomeni izjemno veliko stroška za njihovo predelavo. Torej, prelom se bo godil z obdobjem v obdobje. Lahko pričakujemo, da bo tu seveda morala nastopiti sodobna, torej okoljska politika. Namreč govorimo o tem, da če hočemo, da bodo ljudje kupovali stvari, se pravi izdelke, ki imajo podlago v surovinah iz ponovne uporabe, torej odpadkov, moramo seveda za te izdelke znižati davčne obremenitve. In obratno, za tiste, ki uporabljajo samo surovine iz narave, se pravi, ki niso neskončne, močno povečati obdavčitev, se pravi okoljsko obdavčitev. Ko bo to prisotno v bistvu v vsakdanjem življenju, bo seveda možno dosegati izjemne rezultate. Torej, skoraj vse odpadke bo možno seveda ponovno uporabiti. To pa je tudi na koncu koncev končni cilj najverjetnega tega človeštva oziroma tega sveta. In kaj je s tistim znanim, razupitim, da so odpadki posel za mafijo? Ja, seveda, to se vedno nasmejim, ker pač mafija ima neko svojo značilnost
In seveda mafija se ne bo ukvarjala nikoli s temi odpadki, kar delamo mi, ker to je Sizifov posel, po domače rečeno, ne? Ker tu ni izplena, torej ti odpadki so strošek, to moraš sortirati ročno, ne vem, cene materialov, ki jih dobiš, tu so minimalne, torej zato se mafija gotovo ne bo s tem ukvarjala. Torej odpadki so postali torej, pri ljudeh torej, kao mafijski posel zaradi dejansko nevarnih odpadkov. Veliko, preveč oziroma ogromno nevarnih odpadkov je torej, odloženih, predvsem odloženih na dnu morja, oceanov in tako dalje, ki so potencialne ekološke bombe. Kdaj in na kakšen način bo svet to pravzaprav saniral? Ne? In včasih se človek kar sprašuje, kam to vse skupaj pelje. Ne? Namreč, ko se odpadki naložijo na neko staro ladjo ali nekaj podobnega, kar se da potopiti sredi morja, preprosto, torej, in to so milijardne vrednosti lahko, ne? Na letni ravni gotovo, potem seveda govorimo o torej, mafijskih poslih, ki so pa seveda za okolje zelo problematični. In tu seveda še, to je kriminal najvišje vrste, gotovo najvišje vrste, ker gre pravzaprav za kriminal proti celemu človeštvu. Če se komu zdi, da je vse zelo preprosto, se moti. In ne le to. Na CERUP-u imajo tudi raziskovalno skupino. V bistvu je to razvojno-raziskovalna skupina Zeleni rudnik, ki se je registrirala na Agenciji za raziskovalno dejavnost Slovenije. In ta skupina je bila ustanovljena že leta 2013 z namenom, da na tem področju začnemo tudi kaj razvijati, raziskovati, da premaknemo stvari naprej. In fokusirali smo se v prvi vrsti najprej na biološke odpadke, torej da dodelamo proces kompostiranja, da prijemo do končnega produkta, kar nam je tudi uspelo. Potem en del raziskav je šel v smeri razvoja kvalitetnega trdnega goriva iz odpadkov. To smo prav tako prišli kar daleč, vpeljali smo sisteme kakovosti za trdno gorivo in našli tudi prevzemnike za to gorivo iz odpadkov, sicer v glavnem v tujini, ampak kljub temu, da se ta snovni tok spet zaključi. Tudi Bakom in razvoj te tehnologije, ki služi predelavi blata iz čistilnih naprav, je prav tako en del vezan na raziskovalno skupino in ukvarjamo se z različnimi podobnimi razvojnimi in raziskovalnimi projekti. To pa je naš laboratorij, kjer v bistvu služi po eni strani temu, da spremljamo procese, ki se dogajajo v naši proizvodnji, se pravi spremljamo kakovost trdnega goriva, spremljamo proces kompostiranja in recimo ta naprava je primer, kjer lahko spremljamo oziroma kontroliramo kakovost trdnega goriva, ki nastaja iz odpadkov in ta naprava omogoča, da zmerimo kurilno vrednost. Se pravi, to pomeni, koliko energije oziroma toplote se sprošča, ko se to gorivo uporablja kot gorivo v teh velikih pečeh. In kar smo mi ugotovili je, da v bistvu ima to gorivo, ki ga pridobivamo iz odpadkov, do 3-krat ali pa še večkrat višjo kurilno vrednost. Recimo, če primerjamo 12.000 ima tipična bukova drva, mi pa pridemo tam 30.000, včasih še več, džulov na gram sproščene toplote iz tega goriva. Tako da to nam kaže na to, da je to res izjemen, bogat vir energije, ki ga pač sicer snovno ne moremo predelati in je iz tega vidika smiseln. In ta naprava ravno služi temu, da mi lahko spremljamo, kako konstantne so te kurilna vrednost, ali se to niha, ali se spreminja, da lahko spremenimo tudi kaj v procesu, če je potrebno, da zagotovimo neko kurilno vrednost. Mi pridelamo tam med 10 in 12.000 ton na leto in velika večina tega se izvozi v Avstrijo. Tam so tako toplarne, kot sežigalnice odpadkov, kot mestne toplarne, vse to uporablja kot ali edini vir goriva ali pa kot dodatni vir energent, ravno to gorivo iz odpadkov. Ne. In zanimiva je ironija, da tam je to zelo iskano, ne. Greš samo čez mejo, pa je nekaj iskano, pri nas pa praktično prepovedano in napol preganjano.